Simpozij o osamosvojitvi Slovenije že tretji zapovrstjo, tokrat ob 20-letnici osamosvojitve. Bi lahko rekli, da so že znana vsa dejstva ali smo danes slišali morda veliko novega? Veste kaj, vsa dejstva ne bodo nikoli znana, je pa seveda dejstvo to, da je na današnjem, na današnjem delu simpozija, kjer so nastopali eni ključnih slovenskih osamosvojiteljev, seveda bilo povedano marsikaj novega, še zlasti je bila zanimiva diskusija. Porodila se je tudi že misel, da bi mogoče organizirali to temo z istimi akterji še kakšno okroglo mizo. Veste, zdaj marsikaj je že povedanega, ampak v zadnjem času se na Slovenskem pojavljajo neke nove teze, mogoče ne nove, ampak takšne, ki zagovarjajo stališče, da je slovensko osamosvojitev temelje možno iskati tudi v preteklosti, s tem se seveda strinjam, ampak vsak od takšnih dogodkov seveda je zelo pomemben, kot recimo ustanovitev Osvobodilne fronte, recimo Maistrova akcija ob prevratu po prvi svetovni vojni in še kaj seveda, ampak kakorkoli gledano, takratni akterji, ki so danes tudi sami seveda to povedali, so vključno torej z Slovenci, ki smo se tudi na plebiscitu večinsko odločili za osamosvojitev Slovenije, torej mogli in zmogli doseči ta, po mojem mnenju, zgodovinski trenutek za slovensko državo. Med publiko danes tudi veliko mladih študentov. Bi lahko dejali, da je zgodba okrog osamosvojitve preveč zapleteno gradivo morda za mlade ume, ali je prav, da jih soočamo s temi zgodovinskimi dejstvi? Jaz menim, da je potrebno o osamosvojitvi mlade izobraževati v vseh oblikah šolstva, torej tudi v osnovnem in srednjem šolstvu, in tudi učni načrti to predvidevajo. Kakšno vlogo je igral Maribor? Potrebno je omeniti pekrske dogodke, torej, ki so bili ključnega pomena, in potem dogodke, ki so sledili pri takratni predsednici župani Magdaleni Tovornik, ko so ugrabili gospoda Miloševića, predsednika, komandanta teritorialne obrambe, in seveda, poglejte, tudi demonstracije, ki so se sledile, v Mariboru je padla nažalost prva smrtna žrtev, ampak k sreči je ta vojna trajala kratek čas, posledice so bile več ali manj materialne, seveda nažalost tudi smrtne žrtve, ki smo se jim danes tudi poklonili, in seveda tudi Maribor je tako kot vsa ostala Slovenija in tudi vsa ostala slovenska mesta dal doprinos k slovenski osamosvojitvi. Pred 20 leti ob osamosvojitvi smo Slovenci v ključnem trenutku dokazali, da smo lahko enotni. Na nek način bi lahko dejali, da pred volitvami, ki nas čakajo čez dober mesec dni, da bomo morali zopet dokazovati nekakšno enotnost. Ali se lahko morda iz zgodovine kaj naučimo in sklepamo na prihodnost? Poglejte, danes so akterji sami povedali, da zgodovinarji, ki se ukvarjamo z procesom osamosvajanja, seveda te stvari zelo dobro poznamo, namreč konsenz se je moral ustvariti in k sreči se je kljub različnim pritiskom, kljub različnim nasprotovanjem, kljub mogoče celo kakim udarcem pod pasom zgodil. Slovenci smo zmogli v kritičnem trenutku torej doseči enotnost, ki nas je pripeljala prvič v zgodovini slovenskega naroda do slovenske države, do slovenske državnosti. In poglejte, jaz sem prepričan, da ne samo volitve, ampak tudi čas po volitvah, ki bo izjemno težek zaradi svetovne gospodarske krize, ki je še posebej močna tudi pri nas seveda, izjemno težak, ampak prepričan se, da bomo zmogli. Seveda iz zgodovine se lahko kaj naučimo in morebiti to, kar ste omenili, torej složnost nas lahko zanesljivo daleč pripelje.